Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Res je. In zdaj nekaj cajta ni bilo. Gerek. Zaradi določenih stvari. Namreč Grega iz stric ratu. Pred 3 tedni. Ja, Nekaj tasga. tako. Ti si pa že kar nekaj cajta. No, to je že nekaj cajta. Že od februarja. Ja. Tako da ja, stric je ratu. Ampak še nekaj je ratu. Čez 8 dni je pa očka ratu. To? Čestitamo, ne? Zato sem Hvala. tudi nalil tole, da vam danes vidim na zdravlje. Čim? Na zdravje. Na zdravje tudi vam. Hvala za vse oglede. Ja. Na zdravje Klemna. Na sko, Klemna, na Klemna. Tako. No, povej, kakšno oddajo si ti zamislil za mene? Tako jaz sem si nekako zamislil, da boš ti danes malo povedal, kako je to izgledalo, ko sta prišla tja pa. Pač v dogajanje, ko si sineta dobil in kako je to bilo. No. Zdaj jaz vem, moram reči, že jaz ne vem, tako veliko vem, sam kakor so mi povedali tamle, ko smo bili pri Lovski koč, ne, da pač bi mogla še malo prej noter iti, kakor je bilo pol na konc, ne. Tako je. Prosim. Ja, začel se je en dan preden, se pravi 12. se je rodil, ob 14 pa 48. Ja. Tako da, začel se je pa dogajati 11. In Katarina moja punca Katarina je dobila popadke. Ne? Ja. Midva greva, na televiziji bila lih tekma Hrvaška, ne vem, že, s katerim je že bil Anglija, najbrž pa. Ja, to. Jaz sem lih lepo televizijo prežgal, da bom to pogledal. Katarina prav, da misli, da ima popadke. Jaz, juhu, a ne? Gremo mi hitro, a ne? Se midva popokava, pičiva v Ljubljano, prideva ke. So bili oni kar dost tako, mislim, majčkeno so bili nesramni. Kva hodita, nič ni še, to še nič ni, za brez veze sta tle. In to je to, pejte domov. Midva, ok, v redu. Če to ni to, pol, pa gremo dama. Boš že vedel, ne? Ja, vsi pravijo, ja, sej boš vedel, mislim, pač punca kao. No, ne. Bo vedela, ko bo treba. Ona je mislila, da jaz sem pol ni bilo več to, a ne? Ja. Midva greva lepo dan. Ona ima pol celo noč probleme, mislim, popadki pač, ne, logično. Ja. In je bilo kar zanimivo. Zjutraj se zbudiva, a ne, jaz rečem, a grem jaz zdajle v službo še, ali ne, a ne. Pejt v službo, če bo pa karkoli, te pa jaz pokličem. To je bilo že 12. To je bilo že 12, ja. In jaz grem lepo ob 8 zjutraj lepo v službo, nič hudega sluteča, ona je imela še lih tisti dan ob 9 je imela ginekologa, pregled, in sem rekel, no, daj pejt pol z mami ke, a ne, ki je bilo že dosti hudo, sem rekel, daj mami poklič, pa pejta ke, sta šle ke lepo ob 9, una ginekologinja prav, ne, nič še ni, nič se še ne dogaja, bo pa enkrat nekje do torka, pa zna biti, ne, ker tudi takrat bo pa že, ne. Pošle meni Katarina message, ja, prav ginekologinja, da ne bo nič, da nekje do torka, da bo, ampak da ni še nič tako, ne. Jaz tisto, ok, v redu, pa bom pa lepo do 2 v delu, pa je to, pa če bo v petek, bomo pa v petek šli, a ne. Na isti način pač, če bo lih karkoli, pičim takoj domov, ne. In mene Katarina okoli 12, malo pred 12 pošle, da je zdaj toliko hudo, da ona ne more več živeti, da prav, da kaj gre na WC, da misli, da bo kar že na WC-ju, a ne, se rekel, eno to pa pol že, mislim, da je že kar dosti hudo, a ne, in jaz pičim direktno dam, gremo polne torbe, pa pol doke, greva direktno v Ljubljano, prideva midva. Še najbolj še gužva, ne? Ja, ko se midva pelava, ki je itak tam na Tomačevem delajo proti Tomačevemu in tam se je to počas, pa itak ura je bila, dobro, ni bila še toliko, ampak je bilo itak logično, da je lih takrat, ko se mudi, gužva, ne? Takrat, ko se mudi izmer gužva, ne? In Katarina je imela v avtu že take popadke, tam se je držala za ono gor, to je bilo tako kar groden, tako vsako luknjo čutila, jaz hočem hiter pelati, ona dej bolj počasi, pa počasi hočeš hiter jeti, pa boš, da ne razlagam. Prideva do ke, oni sprejmejo noter, jaz sem tam direktno že pred porodnišnico parkiral, sploh nisem parkirplaca iskal. On mi noter vzame, jaz rečem, ok, idem šel pa
avto, že varnostnik poleti, ko ste zaparkirali vse. Pa je ta avto, pa sem mogel iti hiter avto, ki je omaknjen, pičinke, pridem nazaj, tam mene že pred dvigalom ena čaka, ne, sestra, pa je to, prav, ja, dela že rodila, pridite hiter, a ne, pa ste tako, kva, a ne, pridem gor, ja, kao, že 10 centi odprta, to dela se že začel počas, to je to, a ne, jaz tako gledam, kva, kako, a ne. Ne do torka. A ne do torka, ja, še zjutraj rečem do torka, ok, kva, a ne. Pridem jaz gor v porodno noter, ona že zrak voha, da med vsakmu popadkam za tist povoha. In kaj je bilo, midva se to ob enih, sem jaz pač gor prišel, ne, ja, v kolenih, ne, v pol dveh, ja. Ja, eno urco dobro sva bila noter v porodni, pa si pa že klemo naprej. Pa je že bilo, to je bilo zelo hiter, ne v bistvu. Ekspresno hiter, ja. Tako da sem ful ponosen na Katarina, glede na to, kako je šlo. Je pa res, da je bil fant zelo lahek, 2,450 je imel, tako da mogoče zaradi tega tudi bilo malo lažje, ampak lej... Najbrž respekt dobiš do ženske, ko jo vidiš. Definitivno. Je pa to tak poseben občutek, ki ga se bolj ne da, ne moreš ga opisati. Ki ga v roko vzameš. Ja, ki je tako nekaj tvojega, nekaj, lej, pa dejansko takrat se še ne zavedaš. Jaz mislim, zdaj sem šele bolj ne dojel, da sem foter, pa še tudi to še zmer ne čist. Mislim, da to tako s časom dojamaš, a ne. Tam je tako, pač veš, da si sam tako pač verbalno veš, da si, dejansko si pa še ne predstavljaš. Polka pa dan pride, ka pol se začnejo te noči neprespane. Koliko časa sta bila v bolnici? Ja, ona je pol bila takrat pa do nedelje, v nedeljo je šla pač domov. Standardni dni, 3 dni. Ne, mogla bi je že v soboto, sam ker je bil toliko lahek, je bilo pač do nedelje. Tako da v nedeljo so pa pošla dan. Drugače so bili pa pol v porodnišnici drug dan, ko je šla roditi, so bili pa vsi tako zelo prijazni, da tukaj sam lahko rečem respekt ljubljanski porodnišnici. Mislim, glede vsi, ki so bili tam, so ful tip, ki je vodil porod, pa vse razlagal zraven, vse povedal, a se strinjaš s tem, da bomo to naredili, če bo tako, bomo tako, če bo tako, bomo tako. Vse povedal, ful prijazni, nimam k lepih besed za reči. Tudi pol, ki je v sobo prišla, tudi vse, še čistilke je rekla Katarina, da po noči so bile ful prijazne, so pomagale, pa tako da... Lepo. A je rabila kaj med porodom, kaj iz protibolečinskega? Nič, je bilo to toliko na hiter, da je šlo, da ni bilo... Mislim, midva so se še, ko so se kaj palala, so se še pogovarjala v avto, sem rekel, Katarina, ti vzem, če bo hudo, vzem, briga me, ali naravno, ali kako, pač če bo treba, pač boš vzela in to je to, a ne? Ker litek nima pomena, da se ti tam matraš, ampak je bilo pa ni bilo treba, ne? Sreč, je bilo tako da vsaki, ki bo rodila, prvošem tak porod, kot ga je imela Katarina, zaradi tega, ker sem slišal, kakšne probleme imajo, kakšne, tle šlo pa, mislim... Sreč, vse je fajn, ne? Tako, vse tako, ki mora jeti, tako da se je tudi on pol rekel, ki je rodila, ena ženska je bila tam, ki se je učila, še zraven, je rekla, če je lahko zraven, in rekel sem, da je rekla, ja, itak lahko, ne, in je rekel, to je bil pa porod čist po šolsko. Brez zapletov, brez česarkoli. Tako da... Kaj, pa zdaj ste doma? Zdaj smo doma. Zdaj, kako se počuta mamica in sine in ti? Drugač dobro, drugač se zelo dobro počutimo. Jaz sem ful vesel, ki ga imam, res. To je tako res nepopisno lepo. Drugač pa malo dobro se imamo, pač malo ne spimo po noč, malo jokamo, malo smo tako, ampak to so take stvari, ki morajo pač biti. Če si se za to odločil, pač moraš to pričakovati, da bo. Sej, čez par let bo že, bomo pa vsaj po noč spali, pa bojo drugi problemi. Tako da... Ja, dobro, no, tole boš še spila. Tole boš itak, to boš še spila. Mislim, če bi še kaj povedal, sem danes rekel nekaj na hit koper.
Ne, pa sej ne. Ker je prvi član v petkomu ekstremu ima otroka, ne? Tako. Ko je treba to... Polovica nas je že. Tako da... Čim? Ja, lej, pa kako ne rečem, lep petek. Pa, Lepo se imejte, lep tako. vikend. Pa, ja, Pa se vidimo, ko se zagledamo. je tako. Adijo, čau.